A se ti imaš za nekoga, ki je ful domač z novimi tehnologijami, kar prihaja? Odvisno, katerimi, ampak jaz se bolj fokusiram na tisto, kar meni pomaga pri delu ali pa življenju, no. Mislim, hitro se znajdem, ampak da bi zdaj bil kaj posebej, zdaj recimo ta umetna inteligenca, pa ko ti začnejo s temi novimi, pa a je aplikacija ali ni aplikacija, ali je pomoč ali ni v pomoč, pa ko začnejo naštevati, si mislim, o Jezus, koliko tega pa še rabimo. Pa testirati, pa ne vem kaj, to je tisto, a veš, ke je zdaj že, ne vem, 10 000 aplikacij lahko imaš na telefonu, vsak ti kar nekaj kao pomaga, ampak to je tako, Katere so tebi, saj veš. ajde, top 5, ke tebi najbolj pomagajo? Katere največ uporabljaš? Evo, ne samo, katere ti najbolj pomagajo, ampak katere največ uporabljaš? Mislim, najbolj smešno se bo slišalo, uporabljam ta najbolj enostavno, to je Notes. Zato, ker si moram vse zapisovati, jaz imam za vsak dan napisano, kaj moram narediti, pa kdaj imam pregled. Kateri datum. In to si v Notes beležiš? Ja, to imam vse v Notesih, ker jih imam potem v vseh napravah, ne. In lahko sproti brišem, da sem naredil počepe, recimo. Okej, kaj sta pa naslednji dve? Ke moja je ena prvih mojih je recimo, ke se usedem v avto, skoraj takoj moram Maps prižgati. Ne, Ker to sem pa ful kadar slaba potujem, to pa itak, ja. To Google No, Maps kateri sta absolutno. pol še drugi dve? Če izpustiš recimo družbena omrežja, ke smo vsi majčkeno gor, ampak kateri sta drugi dve? Tako kot ta razred Notes pa podobno. Mislim, jaz pol drugega sploh ne vem, če še kaj uporabljam. Tisto, kar je, pol so pa že aplikacije oziroma za brati, za gledati, to se ne šteje. V bistvu skoraj nič ne uporabljam, zanimivo. A Ampak res? ne vem, zakaj bi rabil, jaz sploh ne Ne vem, štekam. jaz imam koledar recimo. Jaz imam koledar, če To pa jo ne. pogledam, Duolingo recimo. No, to sem nekaj časa jaz sem naglušen, ne. In, Aha. sem imel z Duolingom malo težave, zato ker je tam veliko na poslušanju, veliko je na govorjenju. Jaz se pa hočem jezik učiti, da ga lahko berem. Pa da razumem, ko Okej. ga berem. In potem, recimo norveščino, če se učiš in ne slišim pol tudi s slušalkami dobro, ko si pač malo bolj advanced, je pa to ratal problem in mi ni bilo več do tega, zato sem spet nazaj na učbenike. Da bom res star izpadel. Jaz sem vse nekaj natiskano pa iPad. Ej, Nenad, bova pa tako začela, glej, kot, začnemo običajno Metine čaje. Ful hvala ti lepa res, da si vzel čas in za ta klepet. Z Aljažem sva te imela v mislih že dalj časa, ker sva rekla, da je res nujno malo poklepetati tudi na temo korporativnih revij. Boš pol povedal mi, a je tega vse več ali vse manj in sploh kakšni so trendi. Ampak glej, preden prideva do tega, za tiste, ki te ne poznajo, kako bi sebe predstavil? Si me pa dobila. Prvo, hvala za povabilo, zato ker veš, da Metin čaj pa LDGD spremljam oziroma poslušam redno. Tako da Hvala, niti nikoli hvala. nisem mislil, ne vem, moram priznati, da sem se malo odločil, a čem se sploh odzvati na vabilo ali ne, ker se mi je zdelo, kdo bo mene poslušal po vseh tistih direktoricah RTV Slovenija pa, dopisnikih z Bližnjega vzhoda pa ne vem koga še vse, tako da ja. Tako da redno poslušam, tudi se pogovarjava, z mojo sosedo tam v pisarni, Nino Kožar, velikokrat o LDGD, ne. Pa zakaj je Nataša spet Aljaža prekinila, pa zakaj pa to pa to mi je največji misterij, ko ga začneš ustavljati. Tam nekaj mora biti v ozadju, pa še ne vem kaj. Ampak daj, si me vprašala o meni, a ne. Jaz sem pa začel s tem, kar se pa meni zdi najbolj smešno v Sloveniji. Ne vem, če si, kdaj opazila, kadarkoli je nekdo recimo postavljen na novo funkcijo ali pa je predstavljen na spletni strani kot, ne vem, na neki funkciji, ali pa imamo nove poslance, ali pa nekdo kandidira za nekaj. In skorajda vedno je prvi stavek piše: Nenad Senič je univerzitetno diplomirani zgodovinar in novinar in dvojni magister znanosti, ne. Okej. In jaz se vedno vprašam, zakaj je ta podatek vedno na prvem mestu in ta najpomembnejši. Kaj nam ta podatek v resnici naj bi o tej osebi recimo v okviru tistega konteksta sploh povedal, namesto da kakor vse drugo. Zato sem začel s tem, ker to se ves čas sprašujem, zakaj to pri nas počnemo. In kaj tebi sploh pove, mogoče v tem momentu
s kom se pogovarjaš, ker sem me vprašala, kje sem začel, pa kdo sem, pa kaj ne. Je recimo, da zanimiv, pa boš se mogoče na to nazaj odzvala, ampak v resnici v veliko primerih je pa to popolnoma nepomemben podatek, ki nič ne doprinese nobene vrednosti, recimo, ne. Vprašala si me, kako bi se pa vpisal, ne vem, kaj tule pričakuješ. Kaj bi rekel? Ja, ne, pričakujem tako, glej, kaj delaš, tisti, ki ne ve, kdo je Nenad Senič, kaj Točno, ja, na vidiš, ta to način, kot ja, tem bolj. mojem rednem poslušanju, točno vem, kaj me sprašuješ, ja. Skratka, jaz sem, no, kakor sem povedal, jaz sem že od otroštva vedno hotel delati na radiu. Kako sem jaz prišel do radia v osnovni šoli, ne vem, ker jaz sem snemal otroške radijske igre. Potem sem delal pa v otroški redakciji Radia Slovenija in če me spomin ne vara, sta takrat delala tudi zdajšnja predsednica države, Nataša Pirc Musar, in pa ne vem, kje je on zdaj, novinar Bojan Traven. Ampak to, če imam ta Mislim, da ni pravi novinar, spomin. veš, mislim, da je on direktor Blejski Vintgar ali nekaj takšnega. Tam na gorenjskem koncu se gre te stvari. Kolikor vem, ta zadnja informacija. Ampak izvoli, nadaljuj. Ja, to je po spominu, tako da, a veš, da takoj se povežem s pomembnimi ljudmi, ne. No, potem sem nekaj časa vodil tudi Sobotno ragljo, tisti, ki ste starejši, se mogoče spomnite te radijske oddaje ob sobotah zjutraj. No, potem, ko sem prišel že na faks, pa to sem hodil na avdicije, RGL, pa tam, a je bil Radio Hit v Domžalah ali nekaj takega. Je bil, je. Ampak meni so vse življenje so mi govorili, da ful lepo berem, ampak jaz imam malo težave, ker sem malo zadržan, pa to imam pa težave v tem socialnem odnosu, in na teh radijskih postajah je bilo zelo pomembno, da si zelo hitro spontan, da sprašuješ sogovornike, pa to tam sem bil pa malo preveč tih in nikoli nisem prišel skozi te avdicije, ne. Potem sem pa na faksu nekako prišel do Radia Slovenija in v bistvu na pol prosjačil, da me vzame, in sem res vzel v dnevno informativno uredništvo. Takrat so me učili Dušan Milič, pa Nataša Mulec, pa Tanja Fajon, by the way, spet, ne. Ja, in je bilo Zanimivo. to in res veliko. Hkrati sem pa delal kot študent še na reviji Stop, mislim, da še vedno izhaja. Tam sem se pa učil pri Simoni Furlan, kar je bilo pa zanimivo in kar je pomembno za to, kar zdaj delam, da sem prvič pri vseh teh se učil, kaj pomeni pripravljati ali besedilo ali novico, kakorkoli temu rečeš, z nekim dejanskim ciljem, sporočilom, in da se zavedaš, za koga in za kateri medij pripravljaš. To se bova pol malo o tem pogovarjala, ampak to je tisto, kar je pomanjkljivo zelo pri nas. No, na faksu sem vzel potem kot asistenta, so me hoteli, ker sem priden, pa piflar, pa tako da sem bil asistent pri zgodovini novinarstva, pa predmetu radio. Pa se nisem dobro počutil, pa sem pobegnil v Ameriko, pa sem tam študiral podiplomski študij, bil asistent tam predaval. No, pa ko sem, da skrajšam zgodbo, sem se vrnil nazaj, sem najprej dobil priložnost delati za oglaševalsko prilogo časnika Finance, Finance klub. In ko je prejšnja urednica odšla, sem jaz nenadoma postal urednik. Takrat sem se prvič srečal z delo, da rečeva temu, z naročniki, ki plačajo določen prostor in članek v nekem mediju, in potem se je treba z njimi potem ukvarjati, njih zadovoljiti, in se veš, kako se to predstavlja. Neko podjetje plača, da je njihova kozmetika bio in eko, ti objaviš ta članek, se oglasi konkurenca in pravi, da imajo pa oni ta pravi certifikat, ne pa oni drugi, da si lahko to predstavljaš. Tega dolgo nisem zdržal, ker takrat še po moje nisem bil dovolj zrel za kaj takega, da njim povem, kaj je dobro besedilo, pa kaj ni in kakšne so njihove zahteve. Tako da sem zelo hitro dobil priložnost pa v agenciji PM, poslovni medij, v kateri sem še zdaj. Koliko let si že z njimi? Tako, kjer sem pač začel s tem, da sem bil urednik Glas gospodarstva, in pri tem sem se pa pri Igorju Saviču ogromno naučil, zato ker mi je veliko črtal.
da sem se naučil, kaj je dramaturgija, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Če imaš lepo sliko, to še ni razlog, da je na celi strani, a ne, ker potem zakaj je pa na drugi strani, nekdo drug intervjuvanec z manjšo sliko. Take čiste podrobnosti, no. Tako da, Koliko tako let da si z njimi? zdajle, če bi rekel, od takrat, to pomeni, koliko je to, 17 let že, da delam na tem področju, sem skozi kreiral, urejal več kot 50 tiskanih in digitalnih medijev za različne organizacije, tako da imam nekaj za sabo, no. Kul. To je pa to. Kaj se ti zdi, glej, ti si res zdaj zadnja leta intenzivno in tudi sama sem nekaj teh revij, ki jih ustvarjaš, pomagaš soustvarjati, brala in videla in so res tako piece of art ali kako? Kaj je največja pohvala, ki jo lahko daš nekomu, ki ureja korpo medije? Mislim, da dejansko ljudje berejo oziroma vejo oziroma se celo omenijo neke podrobnosti iz tistih medijev. To je tako, ke po moje, kaj boš pa ti dobila večjo pohvalo, kot če ti jaz rečem, da no, jaz, da vas redno poslušam. Torej, to je Ja. tisto, kar si želiš. Torej, delaš zato, da pridobiš ljudi, ki dejansko, mislim, pri meni se je to zgodilo pri LDGD, ki ga dolgo nisem zanj celo vedel, a ne, da dejansko jaz zdaj v četrtek ali petek zjutraj čakam, zdaj je celo tedensko, in to je prvo, kar začnem poslušati, čeprav prejšnjih podkastov še nisem recimo končal, a ne. Mislim, to je najboljši za vse mi, ke delamo medije, en tak kompliment, da veš, da te ljudje pričakujejo, in če te ni, da te dejansko pogrešajo. Torej, zakaj te revije danes nisem dobila v Kaselj, kakor mi včasih dobimo za Ljubljano. Že 2 meseca je nismo dobili, pa toliko je fajn. Ne, to je kompliment. Ne, to si super rekel, zaradi tega, ker je res včasih se mi zdi, kadar imamo kakšno mnenje ali o oddaji ali o voditeljih in voditeljicah, dobro ali slabo, premalokrat mogoče tudi se konkretno oglasimo v smislu: "Okej, itak, to je ful dobro," ampak tebi tudi ful hvala za to opazko, ker jaz recimo nisem imela občutka, da prekinjam Aljaža, ampak evo, sta že dva, ke sta rekla, tako da delam si zapiske za Saj naslednjič. zabavno, ampak tako, zakaj mu zdaj tako, ja, to je pač ena, sorry. Ne, ne, glej, hvala ti. Ti, kaj pa tako misliš, ke glej, korporativne medije soustvarjaš, kaj si po tvojem ljudje napačno predstavljajo, ke rečeš korpo revijo, korpo medij delam? Ja, jaz z 2 zornih kotov. Enega je zornega kota javnosti ali pa rečeva temu ciljnim skupinam, ki so jim ti mediji namenjeni, da vidijo v njih samo neko, mogoče prodajno, propagandno sredstvo kogarkoli tistega, ki pač to, publikacijo izdaja, kar pa seveda niso krivi, ker dosti takih medijev dejansko je takih. In potem rečejo: "Vsi so zanič," ne. Drugo je pa zornega kota izdajateljev ali pa naročnikov, ki narobe, ne da narobe da narobe razumejo, ampak mogoče ne poznajo, ne vedo in razlik in namenov posameznih tipov medijev. In dejansko razmišljajo o teh medijih na ta način, da bo naš produkt, mora biti na veliko, cena mora biti saj veš, to so tipične, kar po celem svetu govorijo. Da je ja logotip noter, da je ja velik, da je, ne Ja, vem, ja. poglej občinska glasila po Sloveniji, da je ja župan, in na prvi in na zadnji in srednji strani. Jaz recimo, še preden sem začel delati Ljubljano, se spomnim, da so me klicali iz enega manjšega kraja, da bi mogoče jim pomagal preurediti oziroma prenoviti njihovo glasilo. In ko sem jaz tisto glasilo listal, in ena izmed novic je bilo, kar je super novica za tak manjši lokalni kraj, da je ena tam gospa praznovala 100. rojstni dan. Ampak kaj je bilo ob tej novici na fotografiji? Ta uboga gospa je nekje v ozadju sedela, komaj so jo videli, ker so bili kupi rož, v ospredju je pa stal župan, ne. Tako da ne krivim ljudi, da mogoče to tako mislijo, pa da si seveda plačanec, da delaš, to je pa tretja stvar, da si plačanec, da delaš samo tisto, kar ti izdajatelj govori, da moraš pisati, in točno tako napisati, in ti samo to narediš pač po nekem nareku. No, to so 3 stvari, ke so po moje, Samo narobe to je predstavljene. Nenad, to je verjetno res odvisno od tega, kdo je
v narekovaju tvoj šef oziroma naročnik, ne, ker si Absolutno. predstavljam, da je v kakšnih krajih to točno tako, ne, gospa ima 100 let, ampak more se pa videti, ne vem, župan ali pa županja: "Ej, na tej strani moramo to objaviti, ker je, ta, ne vem, prerezal trakec, ker imamo, ne vem, novo cesto ali most", ne." Ampak spet sva tam velikokrat mi rečejo, da se ne spoznam na politični marketing, karkoli že to pomeni, ampak spet je vprašanje, ampak kaj boš ti s tem dosegel? Zakaj nihče teh ljudi Mhm. tega ne vpraša, če si ti v nekem, kaj ti misliš, da s tem dosegaš, ko se 50-krat pojaviš, da zdaj karikirava pa zelo Ja, ja, poenostavljava ja. zadeve, pojaviš v tem mediju? Mislim, naj mi nekdo resnično to pove, v čem je the point. Jaz ga pač ne vidim, jaz to gledam čisto drugače. A lahko takšne revije delujejo uredniško čisto avtonomno? Ti si delal različne, kakšne so tvoje izkušnje? Mislim, moje izkušnje so mislim, trenutno, če me vprašaš, ko urejam revijo Ljubljana, bi jaz rekel, da imamo ogromno avtonomijo. Jaz nimam nobenega kontakta z županom, meni župan nič, kakor si mogoče nekdo predstavlja, ampak Mhm. moje projicirajo svoje lastne izkušnje. Tako da v bistvu večino vsebine, na kakšen način, predvsem pa na kakšen način bo pripravljena, v bistvu nastaja, v moji glavi pa ni z Ninimi predlogi. Seveda se pa ti z naročnikom ne pogovarjaš, veš, kakšne so njegove, da rečemo, želje ali pa politika ali kakorkoli že, Ja, ne. ja, ja. In debatiramo, imajo neke svoje projekte, ki jih želijo predstaviti, ampak moja naloga in naloga urednika je, da jim pomaga, na kakšen bi bil najboljši način v okviru tega medija govoriti ali pa pisati ali fotografirati o tem projektu, a ne. Imaš pa potem tudi, določena podjetja, ki pa hočejo imeti popolno kontrolo, ampak večinoma, če imaš, jaz vedno trdim, na drugi strani potrebuješ enakovrednega partnerja. Z nekom, ki se lahko pogovarjaš, izmenjuješ mnenja in delata skupno za neko skupno dobro te firme, kakorkoli že, a ne. Mhm. Tako da so različne, Kje ti izkušnje. potegneš, recimo, kje ti potegneš, ker si predstavljam, da ja, da so to konstantni očitki in te zelo razumem, o čem govoriš in kje so lahko razlike med naročniki, si predstavljam, da je podobno tudi, ko, gre za oglaševanje, pa so na eni strani agencije, na drugi naročnik, ki, a veš, mogoče ali pa skoraj gotovo nima znanja s področja, ampak on že ve ali ona, kako bi. Kje ti potegneš recimo črto? A si od kje šel, ne vem, mogel iti, ker nečesa si rekel: "Glejte, to pa ne." A si imel Ja, kak že tak moment? parkrat, ja, kakšne stvari sem tudi obžaloval. Šlo je bolj za to, da sem imel občutek, saj zdaj sem že bolj miren pa mogoče bolj, samozavesten glede svojega dela, ne. Včasih sem bil pa znal biti zelo tako, zelo obupan, no. Ker se mi je zdelo, da me naročnik vodi, ampak midva bolj govoriva o načinu predstavitve, priprave ali pa, produkcije neke vsebine, kot pa da bi bila vsebina problem, a ne. Mhm. Da je tukaj prihajalo mogoče, da rečeva, do kakšnih konfliktov, mogoče bolj z moje strani, ampak potem mi je ena oseba rekla: "Joj, mi je zdaj žal, da se ne spomnim, ena piarovka njenega imena, in mi je svetovala, glej, v neki točki moraš zadevo prekiniti. Do neke točke ti se lahko trudiš pa svetuješ, Mhm. ampak če pač ne gre, ne gre. Ti si svoje maksimalno, kakor je le možno, naredil, če na tisti strani pač sogovornik ni pripravljen ali poslušati, mogoče sem pa jaz zdaj tu trma, saj nisem najpametnejši, potem je v neki točki ne greš z glavo skozi zid še naprej, no, kar sem včasih po moje malo prevečkrat delal, tega ne delam več, no. Mm. Tako da to, po moje. Zdaj, Tako da če a sem me prekinil, ne zaradi vsebine, da se ne bi jaz strinjal, kaj oni počnejo, kaj proizvajajo ali pa kakšne vrednote imajo ali pa kaj podobnega, bolj je šlo za to, kaj mislim, da je učinkovita, predstavitev te vsebine.
ki bo dosegla neke učinke. A si čakaj, nekako imam v spominu, da si tudi na tujem takšne stvari kaj urejal ali v narekovaju samo v Sloveniji za različne naročnike? Samo v Sloveniji, v tujini sem bolj predaval o teh zadevah. Aha, Ja, no, ampak, tujinske prakse gotovo tudi, poznaš, ker spremljam, da hodiš na ja, ja, konference, med drugim te je, kaj britansko združenje za vsebinski ja. marketing imenovalo za urednika leta. A imamo tudi v Sloveniji kakšne podobna priznanja, nagrade oziroma kaj so oni videli, česar mogoče doma ne opazimo? Ja, to bilo treba njih vprašati, ampak oni v bistvu gledajo, pri nagradah vsebinskega marketinga gre vedno za vprašanje, kateri komunikacijski problem so reševali s to rešitvijo, kot ali je to revija, ali je to vsebinski portal, ali je komuniciranje Aha, družbeni medij ali kakorkoli že. In ko je jasen, definiran problem, katera rešitev je pač sprejeta za reševanje tega komunikacijskega problema na daljši rok in kakšni, so rezultati. Predvsem pa, ali je ta rešitev dejansko pripravljena na način, s katero bodo nekaj dosegli pri tisti, ciljni skupini. Torej, če bi ti jaz zdaj dal kakšen primer izdelka, ki sem ga jaz izdelal, pa ti nisi ciljna skupina, bi se ti mogoče zdel recimo ali premalo inovativen ali pa ne vem kaj, ampak če pa se ti dobro zavedaš in dobro poznaš to ciljno skupino, mogoče, takrat lahko ugotoviš, da je v okviru vseh tudi proračunskih zmožnosti in tako naprej, kadrovskih zmožnosti, ta izdelek tak, kakršen mora biti, čeprav ni nujno volk, recimo, a ne. In, mhm. to je tisto, na kar oni, gledajo pa seveda na tvojo vlogo, ne, ker mislim, da vsaj pri 2 projektih je naša vloga bila zelo velika, in so pač to nagradili. No, to, ker so gotovo neko obrazložitev, napisali, zakaj so izbrali tebe. A lahko mogoče poveš kakšen tak konkreten primer, da si bodo tisti, ki zdaj poslušajo, naju znali predstavljati, kaj je bil problem komunikacijski oziroma izziv, ki ste ga reševali in kako ste ga rešili, ali gre za kakšne, tajne podatke? Tajne podatke ne gre, predvsem, ko gre za revijo Ljubljana, je bila Aha. naša naloga iz tega glasila narediti sodobno revijo, zaradi katere se bo zmanjšalo, število vrženih izvodov v koš, še preden gre revija v stanovanje. To je bil A, glavni izziv. okej. Torej, to je znano. Glavni izziv je bil to, da občina izdaja neko glasilo, kar je tudi druge občine, ki ga po nekem, zakonu tudi dobijo vsa gospodinjstva v tej občini. Od tega se niti ne moreš odjaviti, za Ja. razliko recimo od oglaševalskih materialov, a ne. Torej, če že nekaj takega izdaja, in zato ponavadi za vsak medij, tudi za vaše medije, to itak veš, ne, Ja, je ja. potrebno veliko energije, veliko časa, pa tudi veliko denarja konec koncev, kakorkoli relativno gor ali dol, a ne. In jaz vedno pravim, če se potem v to spustimo, potem to more biti učinkoviti medij, No, in kako ne. ste to rešili, da folk manj meče v koš, še preden odnese v Ja. stanovanje? Ja, jaz zdaj, tega sploh ne vem, če znam razložiti, ampak jaz sem hotel iz tega narediti, prvič, da je koncept, kar sem rekel, je, da razmišljamo pozitivno. Da tisti, ki živimo v Ljubljani ali delamo v Ljubljani, se morda ne zavedamo, koliko zanimivih dogajanj, ljudi, izdelkov se v bistvu v tako majhnem mestu, obstaja. In da začnemo spoznavati svoje mesto na pozitiven način. Hkrati Mhm. smo si zamislili to na ta način, da jaz vedno rečem, da slovenski mediji, predvsem zato verjetno, ker so novinarji fokusirani v Ljubljani, že zelo dobro pokrivajo dogajanje v Ljubljani. Torej, Ja. ne vem, zakaj bi mi ali pa občina ustvarila še eno uredništvo, ki bi
na ta način poroča v Ljubljani. Torej, mi imamo lokalne novinarje, lokalne, ki pokrivajo področja, ki opravljajo svoje delo, ki, če sva tlele, če hočeš, kritizirajo odločitve občine, mestnih svetnikov, župana in gledajo pod prste in tako naprej. Mi to že vse imamo. Tak je dober recimo Dnevnik, časnik Dnevnik je recimo ima svojo redakcijo, ki se s tem še posebej ukvarja. Predvsem pa drugi mediji, meni je žal, da se ti mediji ukvarjajo manj z drugimi občinami, ne. In to je bilo naše. Torej, narediti neko revijo, ki je tako sodobna, kjer je še vedno, da rečem, besedilo oziroma tekst pomemben, torej da jo radi vzamejo v roke tisti, ki tudi radi berejo, sploh v današnjih drugačnih časih, hkrati pa, da je vizualno dovolj privlačna, da jo ti prvo, kar želimo doseči, je, da jo vzameš v roke, drugi pomemben korak za nas je, ki ga želimo doseči, da jo vzameš v svoje stanovanje oziroma hišo. Potem so pa še naslednji seveda koraki, ki želimo, da narediš, ne. To je ta razlaga. Zato vse tisti, ki pridejo mogoče, in to so zelo redki, zelo, mislim, da ja, malo preveč redki, ki ti pišejo, ki bi radi nekaj negativnega, nekaj raziskovalnega, nekaj, torej v smislu teh medijev, v bistvu to zaenkrat zavračamo, ker tudi mi kot uredništvo samo 2 ljudi v resnici si tega niti ne morejo privoščiti, da bi A res? se No, zdaj še to sem to hotela spuščali. vprašati. Koliko vas je? 2 zares, plus pač Ja. seveda sodelujoči zunanji. Tako, Nina Kožar, jaz, potem DTP-jevka Maja Petrovič, potem so pa zunanji avtorji, ki vsak dobi nalogo za posamezen izdelek, fotografi, Koliko pomembne ilustratorji. koliko pomembna je bila pa pri tem, ke ste iskali rešitev za to, da bo vsaj do stanovanja prišlo, ker ko enkrat si predstavljam, ste okej, najprej do stanovanja, pol pa, da dejansko odprejo pa preberejo in se mogoče tudi odzovejo. Koliko pomembna je pa vizualna podoba fotografije? Ja, to je bilo eno izmed obrazložitev za to nagrado, da so malo presenečeni za tako občinsko glasilo. Na začetku je pri nekaterih bil malo odpor, ko so izšle prve prenovljene številke, ker se jim je zdelo, zakaj se toliko prostora da recimo na neki strani fotografija zaseda 3/4 prostora, potem je pa samo kratki tekstič, ker baje to ni kakovostno, če je prekratek tekst, a ne. Eni še temu rečejo, pa tiste strani, ke so za televizijo, ali pa take tudi slišim pripombe. Ampak v današnjem svetu, če vsi skrolamo, pa vsi gledamo storije na družbenih omrežjih, pa za to porabljamo čas, ker na avtobusu, jaz se tudi še vedno peljem z avtobusom po Ljubljani, če ne kolesarim, nihče več nima v roki revije ali pa priloge Ona dela ali pa kaj podobnega, vsi so na telefonu, a ne. In na telefonih je vse bolj ali manj vizualno. In jaz mislim, da je vizualno enakovredno tipkanim besedam, da tako rečeva. In se eno drugega dopolnjujeta. Ampak če mi hočemo, torej če mi skrolamo, če pravijo, da ljudje nimajo nobene pozornosti več, pa ne vem, kaj še vse poslušamo, a ne, je naša naloga, da naredimo medij dovolj tudi vizualno privlačen, da ga dejansko vzameš v roke, ker če ne, lahko beremo znanstvene revije, ne, mislim. No, saj tudi oni morajo so že mislim, ni dovolj, zdaj imamo pa, ne vem, 50 000 znakov teksta ali kaj jaz vem, kaj je tista merska enota, ke je običajna. A je kakšna, no, ko sva pri tem, a je kakšna običajna merska enota za, ne vem, poglobljenejši članek v reviji pri vas? A je Ne, mi se prvo, ko sestavljamo kazalo, se prvo ukvarjamo s tem, kaj bomo pri vsakem prispevku povedali in kaj lahko povemo in kakšen vizualni material lahko dobimo, ker urednica, ki jo najbolj mi je največji tak idol, je ta Donna Hardy Scott, ke je to nagrado dobila recimo že 2-krat, pa druge uredniške nagrade Velike Britanije. Ko sem se jaz z njo pogovarjal, mi je ona rekla, če za določeno temo ne bomo mogli dobiti dobrega vizualnega materiala, potem o tej temi ne pišemo.
Ne, To je ne glede na vsebino, ampak to ja. ne velja seveda za vse medije, ker potem recimo jaz tudi berem The New Yorkerja, ne, in tam Ja, tisti je malo ponavadi, ko imaš ti posebno, te ja. v Economistu dolge članke, ti piše, da boš porabil, ne vem, 8 do 13 minut za Ja. branja, prideš New Yorkerja, pa ti pišeš včeraj, danes zjutraj sem enega 54 minut, a veš, to so Ja, ja, pač da te ubije razlike. na začetku Ja, že toliko a, bo, toliko si vzamem, ne bo 5 ja, minut. torej nisem mogel zjutraj tega začeti, sem rekel, bom potem, ker ne morem po 2 odstavkih prekiniti. A Ampak to te to sem jaz moti? ciljna skupina zanje, Ej, ne. a te to moti? Jaz nimam pri sebi tega odgovora, sploh ne znam povedati, kakšnega mnenja imam, ampak, kakšno imaš ti o tem, da na vrhu članka ali na spletu ali kjerkoli, vzelo vam bo toliko in toliko minut, da ga preberete? A te Ne, v moti, ne vem, a bistvu vpliva na kaj? A to no, okej, vpliva, če piše 50 minut, da ke imaš 15 minut, okej, ga bom prišparal za kasneje. Ampak ne vem, povej. smo različne ciljne skupine, ne. Meni da samo ker recimo jaz New Yorkerja berem na iPadu in na iPadu je tako, da se pač besedilo ves čas skrola, torej ni PDF, ne. Torej jaz, razen če ne skrolam do konca, da vidim, koliko je dolg, nimam občutka, koliko je ta članek dolg. In mi Mhm, to da mhm. pač informacijo, da zanj pač potrebujem več časa, Ja, ne. ja. Tako Kje da si se pa učil? A pri nas imamo kakšno šolo? Ker jaz se ne spomnim, sem tudi študirala novinarstvo in politologijo, ampak se na novinarstvu ne spomnim, da bi imeli, okej, brez dvoma smo imeli kakšne ure, ko smo govorili tudi o, ustvarjanju korporativnih zadev, ampak, kje si se učil tega? A si samo a so v Sloveniji ste v Sloveniji tisti, ki se s tem ukvarjate, bolj ali manj samouki ali kako gre? samouki, samouki, ker jaz se ne spomnim, da bi mi o tem na faksu kaj govorili. Ni nujno, da nismo, ampak jaz se tega sploh ne spomnim. Se pravi, Jaz tebe je mislim, zanimalo, pa si malo bral in se dopolnjeval, začel delati, rastel, se izboljševal. jaz sem dobil priložnost, ko sem prišel v to agencijo in sem postal nenadoma urednik neke revije, ki jo izdaja, takrat je bila pač to je bil Glas gospodarstva, Gospodarska zbornica Slovenije. Mhm. Zame je to bilo novo. Torej, ne vem, če sem sploh o tem, če sem iskren, sploh razmišljal, kaj to pomeni. Vedel sem za Red Bullet in pa take zadeve, ampak nisem o tem, od Red Bulla razmišljal, ne. Tako da s tem sem dobil priložnost in ker jaz sem izjemno, radoveden, mi je to zelo postalo všeč. Je bilo veliko samouka, torej učenje ob delu, hkrati pa je bila takrat, ko sem jaz začenjal, zlato obdobje tiskanih korporativnih medijev. Ti si šel v London, sem jaz šel s kufrom, in ko si se sprehajal po ulicah, si ti od trgovine do trgovine šel, jaz sem samo noter vstopil zato, da sem njihove revije jemal. Še frizer, franšiza Toni and Guy je imela svojo revijo, pa a veš, tega je bilo toliko in jaz sem predvsem se učil iz angleških revij. Gledal sem postavitve, kar naenkrat, dizajn, to je pomembno. Potem fotografije, kako sploh take fotografije nastanejo, kje to filtrirajo, kaj delajo. Potem sem gledal, sem se pri njih učil, to so izjemno kratki uvodi v članke. Ne, to ni prva 2 odstavka uvoda, pol se pa tekst kar nadaljuje. Kar, sem povezal z učenjem prej dela, na Radiu Slovenija, kako z najmanj besedami s čim manj besedami povedati čim več, ker novice so kratke na Valu 202 vmes, pa tako vsako uro, a ne. Mm. Tako da, z veliko, ogromno listanja in potem takrat, ko sem bil, in sem izkoristil isto obdobje, sem izkoristil obdobje družbenih medijev, ker sem bil na Facebooku, pa sem bil na Twitterju, pa sem o teh stvareh kar pisal, objavljal. Nekdo bi danes, v tem primeru rekel, da je ful influencer, ali kaj pa jaz vem, kaj bi si danes predstavljal, takrat smo Ja, pa pač saj si je pisal, in sem tako da so mi začeli še celo iz tujine pošiljati svoje revije. Jaz sem lahko poslal Lamborghiniju, pa sem jih prosil za njihovo revijo, Benettonu za a veš, jaz sem pa od Schwarzkopfa, jaz nimam las, ampak Schwarzkopf knjiga ob 111-letnici, to je nekaj fenomenalnega, delal jo je Karl Lagerfeld in tako. Na ta način, z ogromno, in še vedno to delam, ogromno listanja. To pomeni samouk. A je to strokovnjak, to ne vem, in na podlagi tega pa tudi sprejemam,
odločitve pri delu. Hočeš reči, da imaš pri sebi doma eno ekstra sobo za vse te korpo revije, ki si jih na svojih potovanjih po tujini domov prinašal? Če povem po resnici, sem vmes ratal minimalist. Kaj Tako da pomeni, da je si stran doma vrgel? zelo malo stvari, ne, jih imamo ali v pisarni, enkrat sem pa veliko, po eni zelo neumni napaki, veliko dobrih primerov izgubil. Tako da za tisti mi je žal, še britanska pošta je delala revijo za marketingarje. Google je delal revijo za direktorje marketinga in tako dalje. Tako da to Daj sem še vse nehaj. imel, ja. Wow. Tako da A je doma ne, doma je čisto prazno. Če primerjaš odnos do tega brandiranih vsebin pri nas v Sloveniji ali pa v tujini, če rečem, da ga v tujini, da je bolj cenjeno, kar mogoče celo, ne vem, bolj razumljeno kot pri nas, kakšen je pri nas odnos do tega? Od koga misliš? Nasploh? Tako bom rekla, od ljudi, ki se s tem, mislim, zdaj, če rečem samo novinarji in novinarke, mediji, rečem premalo. Ti, od profijev, ki se s tovrstnimi stvarmi ukvarjajo, oziroma moram seveda reči, kar ukvarjamo, ker tu Ja, sama pač delam medije. To je zelo različno, tako kot sem prej povedal, ker imamo zelo različne tudi primere po kakovosti in po tem, kaj dosegajo in na kakšen način so narejeni. A ti je težko dobiti novinarje in novinarke, da pišejo zate, ker bi mogoče imeli občutek, da to ni tako kakor če delaš za klasičen medij? Ne vem. Presenetljivo ne. Vem, da imam iz prve roke, da vem za nekatere, če bi ti zdaj povedal po imenih, bi takoj vedela, kdo so, ne. Primere znanih novinarjev in to, ki bi pisali za nas, pa zaradi ekskluzivnih pogodb ne smejo. To so v teh ja, no, to si časopisnih mislim, ja. hišah. Ja. Aha. Tako da me vsakič, ko slišim ali pa dobim informacijo, da bi si ta eden izmed teh oseb, ena me je izjemno presenetila, pa ne bom zdaj povedal ime, mogoče ti bom pol Boš povedal. pol, ko bova nehala s tem. Ja, tako. Da je, in to je še eden kompliment. Torej, da vidijo vrednost v nekem mediju, da se jim zdi čist okej, da oni pri tem sodelujejo in tudi se podpišejo pod izdelek v takem mediju, čeprav je karkoli že si kdo po to razume, korporativni medij. Tako da s tem pridobivati avtorjev nikoli ni bilo težav, razen da je žalosten, kjer ti pove, da zaradi ekskluzivne pogodbe žal si tega ne more iti, a ne. Ja. Rad bi te pa spomnil, ne vem, če si ti pozabila, ampak ti kako se temu reče, pravilo, vsaj en članek si ti enkrat že pisala za revijo, ki Mislim, sem da jo jaz več. urejal. Ampak so že več? zelo, dobro, zdaj ne vem, Ampak ke si dolgo bil nazaj, ti, ja, to je ful. mislim, mogoče, da so bili kakšni drugi, ampak sem, zdaj eno obdobje tudi ne vem, kdaj, ampak bi rekla 10 plus let, mogoče celo več, ne vem. Ampak, ja. 2012, kaj takega. Ja, se mi je, mislim, to je točno to, kar veš, sem te vprašala, koliko svoboden si kot urednik takšnega medija, pa si razlagal za na aktualnem primeru Ljubljane, in natanko to sem jaz imela pri sebi takrat kakor moje interno pravilo, zakaj ja, zakaj ne. Okej, če te povabijo, da narediš intervju, kul, lahko, a ga lahko, saj je popolnoma jasno, s tem bi se radi pogovarjali, ker nas zanima recimo to pa to, in to je to, vse, kar jaz rabim navodil. Če je pa, glej, to ga vprašaj, pa to ti mora povedati, pa to moraš napisati, pol je pa recimo zame no go. Si predstavljam za nekoga, ki je profi ali pa se ima za profija, je tulele tista črta, ki je ne prestopiš. Nimam pa, vsaj osebno, ne vidim, kakšna bi bila razlika, ali delaš, ne vem, za medij, zdaj si bom izmislila seveda, Delo ali pa za medij Delo Korpo neki. Ne vem, tako jaz to gledam. Ja, mislim, ko se z avtorji pogovarjamo, mi seveda imamo kar bolj strukturna navodila, torej število znakov, kako naj bo sestavljeno pa to. Hkrati povemo, kaj si želimo, da je sporočilo tega medija. Torej, če te pošljem o predstavitvi, ne vem, teološke fakultete,
mi se pogovarjamo o tem, kaj mi o tej teološki fakulteti želimo izvedeti. In tega ne boš izvedela, ker boš samo šla po njihovih internetnih straneh. Imava z Nino res pravilo, da ljudje morajo iti na teren, pa recimo se tam sprehajati, zavohati, kakorkoli že. O teh stvareh se pogovarjamo. Tudi Ja, ne pa saj to je dajemo vprašanju naprej nikoli za intervju. Jaz sem strogo proti temu, ko to kdo začne, to je konec skoraj Mislim, meni zgodbe. se zdi absolutno zelo fer, ker sem sama velikokrat na eni in drugi strani. Se mi zdi, da in enako je bilo v tvojem primeru, ko povabiš človeka za gosta, na intervju, karkoli: "Ej, o tem pa tem bi se rada pogovarjala." To seveda ne pomeni, da pošljem seznam, ne vem, 20 To je drugo, vprašanj, ja. ker je metin čaj, pa predstavljam si tudi vsi ostali, ki delamo podobne stvari, je pač takšne narave, da gre v živo, da poslušaš človeka, dodaš podvprašanje. Skratka, vprašanj načeloma pač ne, ker ne vem, zakaj bi, ker jih ne moreš vedeti. Temo Tam je pa. Ampak tudi pri korporativnih, kakorkoli, medijih je tudi tako, da ti prispevki, mi ne delamo preiskovalnega novinarstva. Torej, mi ne delamo teh prispevkov zato, Ja, ja. da nadzorujemo delo v interesu javnosti neke inštitucije ali pa neke osebe. Mi se od vas nekaj ali hočemo naučiti, ali novega izvedeti, ali razumeti sebe, ali pa vas, ne, je potem tudi Ja, ja, to so čisto namen je drugi drugačen. pristopi. Tako, Tako, ja, tako. tako. Čisto odvisno, res, ja. Zakaj, saj to je, veš, osnova vseh stvari, ki jih delaš. Okej, kaj je tvoj cilj, za koga delaš, kaj želiš izvedeti. Ja. Mislim, ta osnovna vprašanja, ki so nam jih, kot veva, Nenad, a ne, že od prvih letnikov dalje, kaj so tisto klasično, ko greš nekam na intervju. Kaj pa ti kot nekdo, ki ima novinarsko izobrazbo, ki se ukvarja večji del svojega profesionalnega življenja z urejanjem korporevij, in z Aljažem sva o Metinih čajih velikokrat govorila tudi o vse pogostejših korpo vsebinah znotraj klasičnih medijev, da mogoče to distinkcijo naredim, in so pol, a veš, tisti znakci, ne vem, evrček ali pa kaj takšnega. Kaj si pa ti o teh stvareh misliš? Mislim, Koliko legit, pa ne legit, pa a je ustrezno označeno, ne vem, kakšne imaš misli o tem? Zdaj, ko si to omenila, jaz skoraj nikoli ne vidim, da je označen. Kar pomeni, da nas Mislim, fintirajo? m, m, Češ kao m, prodajo ene vsebine, ki so plačane vsebine, v smislu, kaj jaz vem, eno podjetje zapakiranje kot klasičen članek. To se mi zdi v bistvu, evo, to mogoče je kar problem, če ne opaziš, ker tega je veliko. Ja, ampak a si nekaj drugega opazila? Zdaj je samo moje vprašanje, ker ne najdem nobene raziskave o tem. Mhm. Midva, mislim, vem, da si ziher, ampak kadar rečemo v časopisih te članke ali pa kjerkoli drugje, a ne, so ponavadi neberljivi in izjemno slabi. Ne vem, Mhm. če si to opazila. Jaz Veš, to kaj opazim in mene zmoti in se s tem niti ne ukvarjam in se čudim, torej plačali so in je veliko slabši, kakor je karkoli drugega, tudi če je slab medij ali pa ni, a ne. Ampak ko rečeš slabši, kaj misliš? Zakaj se ti zdi slabši? Da je Je bolj na frfr narejen ali da je preveč očitno, kdo je plačal? preveč očitno je, tudi kako je napisan, kaj piše v uvodu, torej v tistem prispevku je zelo redko nekaj novega ali uporabnega zame. Zdaj pa jaz ne vem, kako to drugi bralci vidijo, to imam večji problem. To jaz vem, da zaznam in se mi zdi. In vedno dokažemo, ko se stvari, kakor mi mislimo ali pa jaz mislim, da bi se morale narediti, da imajo pa čisto popolnoma drugačne učinke, ljudje nanje reagirajo, a ne. Hm. Da ne bom zdaj sebe pokopal, ampak recimo jaz imam največji problem v Sloveniji z avtorizacijo intervjujev. Ker se Do to tell popolnoma more. narobe razume. Midva z Nino avtorizacijo naše agencije, avtorizacijo razumemo tako, da mi vam pošljemo, da nas vi opozorite, če kaj vsebinskega notri ne drži ali je pa napačen podatek, napačno ime ali karkoli, te stvari, da se popravljajo. Ne pa, da mi nekdo dirigira,
koga ne bi smelo omeniti, kako bi ga moralo omeniti, ali pa se nekaj, ja, zakaj pa moje slike ni noter, ali pa ne vem kaj takega. S tem se sploh ne ukvarjam, ne. In zato tudi sovražim besedo avtorizacija, vedno sem jo, in je, ne razumem, in kolikor vem, naj me nekdo pol pokliče, pa me ozmerja, pa krega, ampak da je tega pri nas v novinarstvu pa preveč da se preveč dovoli, posege v že pripravljene tekste nekega intervjuja ali pa kaj takega, no. Tega ne razumem. No, vidva z Nino predvsem razumeta avtorizacijo natanko to, čemur avtorizacija je tudi namenjena. Točno tem stvarem, ki si jih naštel. Popravilom kakšnih faktičnih napak, ki se zgodijo, ali se nekdo zagovori, absolutno. ali ti mogoče, ne vem, napišeš namesto 5 milijonov 50 milijonov, skratka take stvari. Ne pa, stilistična popravljanja, pa kaj bo v naslovu, pa kje bo kakšna slika. Ampak to je treba, mislim, jaz, kar veliko tudi izobražujem na to temo in to vedno znova je treba ponavljati, ker ljudje tega res ne razumejo. Si pa domišljam, da, kolegom in kolegicam v medijih to kar, dvigne pokrov, no. Ja, je pa tako, da, Ampak se mi zdi pa tudi nujno, a veš, da če sem jaz na drugi strani, jaz, tole pač na začetku tudi ponavadi povem takoj, ne. Da želim, ker a veš, dostikrat se pogovarjaš in, ne vem, govoriš 2 minuti o eni stvari, nekdo bo mogel to zapakirati v 3 stavke. Ni nujno, da jih bo ujel natanko tako, kakor sem jaz imela v mislih oziroma kar sem želela povedati, ne. Tako da, ja, ampak, mogoče pa tako mislijo zato, ker, je to preveč razširjena praksa, ne. Ja, potem ja, tudi ne, to se pa pričakujejo, strinjam s ne, tabo ja, tudi. Ja, ja. ker so pač že uspeli ali se folku ne da s tem ukvarjati, pa si misli, ma daj naj popravlja, kakor če, ne. A veš, Ampak tako da tudi tudi to iskreno, slišim, ja. tudi iskreno, verjetno so uredništva, vsaj kakor se jaz spomnim takrat, ko sem delal na Radiu Slovenija, ne, zelo pod pritiskom, različnih, Tudi, ja, mislim. deležnikov, saj vseeno kaj, no, ampak Ja, po ja. moje je tam res mora biti včasih kar hudo. Jaz se spomnim klicev predsednika ene stranke, vedno ob nedeljah je tam nergal po telefonu, nonstop, mislim, res tako. Ja. Čakaj, ni treba imena povedati, kva je Ne, nergal? ne, ni več. Ne. Okej. Eno stvar, ki jo v okviru pač korpo medijev delate, ke si jo razlagal, nekaj fizičnega date v kaselc, ne, mi to govorimo o digitalu, ampak tule imamo pa primer, da je tisk in da to še kar očitno, preživi. Ali je tudi pri vas na vaši sceni že debata, koliko časa to še bo in ali bomo šli digital only? Ja, saj veš, kino bo zdaj vsak čas mrtev, nekoč je bila televizija mrtva, radio bo izginil, ker se je televizija pojavila, ne vem, vedno nekaj izgine pa se vrne. Jaz tako pravim, sprijazniti se je treba s spremembami in svetom, v katerem živimo in v katerem mladi recimo rastejo in kako konzumirajo vsebine, ne. Hkrati je pa treba vedeti, da obstajajo neke zakonitosti oziroma po mojih izkušnjah, da če ti dobro razumeš ciljno skupino, torej tistim, ki jim neki medij izdajaš, če dobro razumeš svoj problem, če veš, o čem boš tem ljudem pripovedoval, govoril, jim predaval, jih učil in tako naprej, je odgovornost izdajatelja oziroma nas svetovalcev, da na podlagi tega izberemo pravi tip medija. Jaz vedno rečem, jaz bi bil najbolj vesel, če bi vsaka organizacija, vsak sindikat, vsi imeli svojo revijo in bi se jaz tule doma valjal po teh revijah, da bo čudno izpadalo, ne, ampak treba je biti pa tudi realen. In revije še vedno in, tiskane publikacije še vedno imajo svoje mesto. Samo se pri vsaki moramo vprašati, kakšno je njeno mesto v celotnem komunikacijskem ekosistemu tistega izdajatelja, naročnika ali kakorkoli. In potem tudi vemo, ali bo to šlo v kaselc ali jih bo čakalo pri frizerju. Ali je smotrno karkoli še, distribuirati pri frizerjih ali pa čakalnicah, če tam, recimo, sedijo vsi, in gledajo v svoj telefon. Samo na ta
res osnovna vprašanja se je treba vedno odgovoriti, preden se sprejme odločitev, kateri tip medija bomo pač uporabili. Včasih bo to tiskana revija, včasih bo več medijev, včasih manj. To je to. Ampak pomanjkljivo je pa, da si ne postavljamo teh vprašanj, kar naročniki ponavadi naredijo veliko napako, je, da se oni najprej odločijo za tip medija, ne da bi se prej sploh pogovarjali, kaj bomo tam sploh počeli, pa kaj imamo mi ljudem sploh za povedati, pa katerim ljudem, pa zakaj jim bomo to pripovedovali, pa kako redno jim moramo nekatere stvari pripovedovati. Ne, najprej je vedno odločitev, recimo pred 10-15 leti, tudi mi moramo imeti Facebook stran. Ja, kaj boste pa na njej počeli? Pa kdo, ne, ker to Ja, pa ni kdo, pa toliko malo časa, ja, tako. tako, pa a imate kadre za to, ali pa rečejo, mi bi radi, recimo tudi, mi bi radi imeli revijo, začeli bi izdajati revijo, revija bo tako velika, pa bo imela 40 strani. Ja. Kaj ima to, kaj bo 40 strani spraviti, ni lahko, ne. Tako da, To je ful velik del. A se da? Ne, seveda se ne da. To čisto bi neumno bi vprašala, koliko strani je, koliko je dela, pa je seveda odvisno, kaj je na kakšni strani. ne, ja, točno to, ja. Mislim. Ne da Zdaj, se. kako pa merite, a ljudje dejansko berejo te občinske revije, frizerske revije, korporeve? Kaj kažejo podatki o odzivih v bistvu? Kako to dobite ta podatek? Recimo nagrado si dobil, ker vam je uspelo rešiti zagato, kako da manj revij konča v košu in več vsaj do stanovanja pride, kaj pa enkrat tam, kako veste, a ljudje dejansko berejo? Pristopi so različni, da me ne bo drug kolega vaš kregal, Andraž, meni se zdi, da mu je ime, a ne. Meni je žal, da podjetja in različne organizacije zelo malo investirajo v merjenje kakršnokoli že odzivnosti in kaj se s temi mediji in njihovo vsebino dejansko dogaja. Pristopi so lahko, recimo, ko gre pri internem komuniciranju, ali določen medij oziroma določen način komuniciranja kakorkoli prispeva k boljšemu razumevanju, recimo, poslovnih ciljev tega podjetja. To je tudi eno izmed načinov, ne. Kaj se zgodi, ali kdo sploh preverja, imamo kakršnekoli možnosti merjenja ankete, kakršnikoli obliki že to je, ali je distribucija tega medija pravilna. To pomeni, da v oddelek prinesemo 10 izvodov, pa vsak, ki pride tja noter na malico, pač vzame svojega, ali je bolje, da ga dobi ob plači, razen če niso premajhne, pa se pa razjezijo, ko dobijo to namesto večjo plačo, a ne. Skratka, so različne te metode merjenja. Potem druge metode je, ko govorimo o odzivih, s tem, da moraš biti pazljiv, da nisi v svojem samohvalnem mehurčku, ker dobiš 3 maile, koliko ste kul, ne, pa misliš, da vsi mislijo, da so kul, so ti različni odzivi. Pri občinskem, recimo, imajo oni neka svoja merjenja, svoje ankete in mi potem povejo o rezultatih, ali je kateri njihovi mediji ali sporočila ali vsebina, recimo, a ne, je vir informacij o mestu za občane, recimo, a ne. In kje na tem mestu je, recimo, revija Ljubljana. Jaz pa, mi v uredništvu pa tudi sprejemamo vse možne odzive, ali se ljudje pogovarjajo, kaj ti povejo, ko so bili v reviji, ali se jim je, ne vem, zaradi tega povečalo zanimanje za njihove storitve, izdelke, kakorkoli že. Kdo napiše, da bi rad sodeloval v reviji, ker ne bi prej pričakoval. Skratka, vse to daje neko težo, da ljudje ali vejo, ali pa recimo, ko dobivaš odzive na posamezne članke, ali so ti pozitivni ali negativni, je super, ker takoj veš, ali ga je revijo dejansko odprl ali ne, ker obstajajo tudi neki kolumnisti po slovenskih revijah, ki zelo radi pišejo, recimo, v kakšnih revijah, ki jih delam, in iz tistih kolumn je veliko razočaranje, ker je očitno, da je ne odprejo redno, da je ne berejo, da je ne razumejo, čeprav naj bi se na te stvari spoznali, imajo pa veliko za povedati. Mene nikogar niso vprašali, nikoli, recimo, a je res tako, da meni nekdo ne, v tem stilu. To pa tako čutim, zaradi tega, ker včasih seveda tudi na Metino listo dobimo, vas spremljamo in redno beremo, pa nekaj ponujajo, kar mi sploh, česar mi ne delamo, ne. Poskušam biti prijazen, da nazaj odgovorim, ko ste videli, nikoli ne poročamo
Ja. o dogodkih in nimamo slike direktorja z dogodka, ne, tako Ja, da. ja, ja. No, to je okej, kateri ljudje. Kaj pa, to pa imate mogoče malo boljši občutek okrog tega, katere teme delujejo boljše, pa katere se je izkazalo, da ljudi mogoče manj zanimajo? Ti zanimajo ljudje, pa da nekaj novega pa, izvejo, da jim ti, to je zelo, podzavestno, da ti na področju, ki ga pokrivaš, torej medij, ki ga nekaj izdaja, da ti nekomu pomagaš, da je v nečem, reciva temu, boljši ali da v nečem več ve. Zakaj so nekateri naročeni na Monokel? Dosti ljudi, ki je naročeni na to revijo Monokel, je v celoti ne prebere. Daje pa neki socialni status, recimo, ne. Pri, ne vem, pričakuješ od zavarovalnice, da ti pomaga bolje razumeti svoje zdravje, da ti pomaga o nekih preventivnih ukrepih, da ti pomaga razumeti, kaj se ti lahko v življenju zgodi in kje so rešitve, recimo za to, v tem stilu. To je ves čas tisto vprašanje. Je pa velikokrat se pa zgodi, recimo, če govoriva o reviji Ljubljana, a ne, ker morava se pa tudi zavedati, revijo Ljubljana gre na davkoplačevalske stroške in to nekateri zelo politično povezujejo, kar je čisto razumljivo. Sploh zdaj, ko se volitve bližajo pa vse te fore, ne. Ampak pri reviji se velikokrat zgodi, da midva z Nino misliva, da zdajle se bodo pa ljudje, ne vem, zaradi kakršnegakoli razloga, prav fokusirali na ta članek in bova ziher dobila ne vem koliko mailov glede tega, ne. In potem dobiva čisto za en X, na katerega sploh niso pomislila, na tega se pa noben ne odzove, a ne. Tudi take stvari so zanimive. Tam, ko misliš, da si kao, pa nismo, ne. Malo provokativen ali pa drugačen ali pa da, tukaj bo pa nekoga malo zabolelo, čeprav je vse pozitivno, pa kar ni. Ja, 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 ampak ja, nikoli ne veš. Ne veš, nimaš včasih občutka, na kaj Včasih bodo te ful reagirali. preseneti, naju z Aljažem včasih ful preseneti, ke se kdo, za katerega si misliva, glede na različne kriterije, ke se veš, jih spremljaš pa delaš to že nekaj časa, kdo bo bolj ali pa mogoče kdo bo manj poslušan, pol te pa kakšen čisto vrže, ker res ne pričakuješ, pa očitno je nekje občinstvo ali pa ima sam takšen, ne vem, v svojih mehurčkih tak doseg, ne, da gre dlje poslušanost, kakor si mogoče mislil. Če bi rekel, Nenad, kaj je najtežji del tvojega posla? Mislim, če bi razmišljal o tem, kaj bi rekel, kaj je tebi osebno najtežje delati? Ne na splošno, kaj ljudje, ki to opravljajo, tebi kaj je najtežje? Meni osebno je okej, prvo tale, ker sem jaz preveč, včasih to v Aljažu tudi slišim, preveč self-aware, ne, zato sem se tudi bal tega intervjuja. Ne vem, ali da bom izpadel idiot ali karkoli je že. In da vem, da imam v glavi rešitve lahko za vaš problem, ampak mi je najtežje, kako vas zdaj v to prepričati. Če vi mene ne poznate, ali pa naše agencije, ali pa kogarkoli, ne, in zdaj mi vam nekaj pripovedujemo, da je to dobra rešitev, na drugi strani imam verjetno človeka, ki se na to temo, na katero se jaz ali pa mi spoznamo, ne spoznam, pa ki ima neke občutke, kako bi to moralo biti. Ta del je najtežji. Torej prepričati, kako nekoga prepričati, da imaš pravo, rešitev zanj in da to bo, tako kot si si ti predstavljal, dejansko delovalo. To mi je, druge stvari je pa en velik užitek. Včeraj sem glih študentom govoril, ko sem razmišljal, pa to velja, to za vse od nas velja. Malo pozabimo, a ne. Torej, če jaz rečem, da sem s pomočjo ali sam ali kakorkoli skreiral, urejal, vodil več kot 50 digitalnih in tiskanih medijev, to je pa to je samo kot celota, ne. Vsak od teh medijev ima pa še na tisoče člankov, recimo, ne, ali pa, revija Ljubljana izhaja vsak mesec, Metin čaj je na 2 tedna, Tako, ja. recimo, a ne. Torej se število izjemno pomnoži. Mi smo v resnici ke eni umetniki. Ti imaš pred sabo in se sploh ne zavedamo, izdelke, ki si jih vedno si jih morala zamisliti, si jih vedno naredila iz nule, prišli so v javnost
nekateri imajo o tem za povedati, nekateri so srečni, večina je zadovoljnih s tem izdelkom. Mislim, tako nisem na to prej pomislil, da smo velike stvari delamo in resnično kreativno iz nule. Ker tudi, kar je pa pri naročnikih tudi najtežje, da tisto, kar mi delamo, mi ne delamo nujno samo enkratnih kampanj, a ne, ki se ali 2 meseca vrtijo ali je v oglasu, časopisu, kakorkoli že. Mi delamo nekaj, kar bo rezultate prineslo šele ali čez nekaj mesecev ali mogoče šele čez leto dni. Predvsem pa ne samo, da vzpostavljamo odnos z našimi ciljnimi skupinami, bralci, kakorkoli že, ampak je naloga, da ga ves čas tudi ohranjamo, da jih ne izgubljamo. To je pa tisto, kar je pa ponavadi za naročnike najbolj naporno, ker je to non-stop stalno delo, ki se nikoli ne konča. In včasih imajo tisti, ki smo noter, občutek, zdaj moramo pa nekaj velikega spremeniti, ker verjetno so ljudje dolgočasni. Ne, ljudi smo navadili na to, kako je ta medij strukturiran. Vsi vejo, kako se začne Metin čaj, pa kako se konča Metin čaj, recimo, ne. Zato tudi rad poslušam, ker imam rad strukture, jaz osebno, recimo, ne. To je pa najtežji del. Torej, mi počnemo nekaj, kar je konstantno, stalno komuniciranje, ki se ves čas prilagaja in naj se nikoli ne bi nehalo. In jaz vedno trdim, da če ni za to dejanskega kreativnega, komunikacijskega in podobnega razloga, v Sloveniji prehitro se naveličajo in medij, ki postane tudi njihov by the way brand, kar ukinejo. Ponavadi zaradi teh trapastih nekih trajnostnih kvazi razlogov, pa ne vem kaj še vse. To je pa ena velika izguba in napaka, ki jo delajo. To je še en velik izziv, ki ga imamo pred sabo. Ko si omenil da imaš rad strukturo, zdaj revija, ki jo trenutno urejaš, si rekel, enkrat na mesec izhaja. Kakšen je to ritem dela? Reciva, da vzameva za izhodišče, je čisto vseeno, kdaj gre v kaselc, ampak recimo, da prvega v mesecu mora biti v kaselcu. Ko se to odda, kaj drugega, tretjega, petega, desetega delate? Kdaj mora iti v tisk, do kdaj mora biti vse narejeno? Ja, mi imamo tako, da najprej čez celo leto določimo datum, kdaj gre revija v tisk. Revija gre ponavadi v tisk določeni petek v mesecu. To pomeni, da se v torek, naslednji torek začne distribucija revije po nabiralnikih. Mislim, da jih Pošta po Ljubljani razdeli tako nekje od torka do petka približno. Torej ne dobijo vsi na isti dan. Pred tem je pa pač mesec ali pa več dela, ne. Moramo tudi razumeti, da jaz pa Nina ne delava samo tega, ampak imamo več različnih naročnikov, več tipov medijev, ki jih tudi urejava. Nina tudi piše, jaz si več ne upam pisati, moram priznati, da sem reva ratal, ker vmes sem nehal to pisati in si zdaj ne upam več nazaj, rajši urejam pa drugim popravljam. Ampak začne se s tem, da se sestavi kazalo. Še vedno uporabljam za to Excel tabelo. V kazalu so določene potem nekako v svoji glavi si narišem, kako bo revija izgledala, torej za vsak članek določim še avtorje, to se seveda z Nino tudi pogovarjava. Potem se seveda, kako se reče, posvetujem, izmenjamo mnenje s skrbnico na mestni občini, ker povejo tudi svoje predloge, kaj bi oni, o čem je treba poročati, kaj bo novo za občane in tako naprej, kaj si mislijo o določenih temah, ampak tam to, kar mi predlagamo, to ni nikoli kakšnih posebnih težav, da bi jaz zaznal, pa da bi bil kakšen spor ali pa ne vem kaj, niti slučajno. In potem, ko to kazalo nastane, si potem zamislimo vsak članek posebej, torej da bo neka dramaturgija, kako bo zgrajen, kako bo postavljen. Potem pa se šele začnemo pogovarjati z izbranimi avtorji. In potem dobijo natančna navodila in vse to in potem se vmes, če je potrebno, še kaj posvetujemo, članki se do določenih datumov pripravljajo, koordinira se fotografe, ilustratorje in potem tisti teden, ko gre revija v tisk, torej v petek, tisti teden se pa začne revija postavljati.
se bere, oba z Nino bereva, z lektorico vred beremo vsak članek. Jaz v petek na dan, ko gre v tisk, grem še enkrat čez revijo, jaz ustavljam korekture, jaz se odločam, katera korektura ja, katera ne, in potem predam dizajnerki, ki potem revijo zaključi in jo še enkrat pregledamo in gre v tisk. Tako da mi se z vsako besedo, z vsem res dejansko ukvarjamo. To sem se pa največ naučil, da na ta način delam, ko sem prišel delat Finance klub, ki je takrat urejala Manca Mirnik, lektorica je bila Julija Klančišar, in sem se tega postopka, tega procesa tam najbolj naučil na ta način. Torej, jaz moram imeti občutek, da sem res pregledal vse in če se kakšna napaka potem vsem pojavi, ker vedno se prej ali slej, ali kakšna črka izpade ali kakorkoli že, da vem, da je to zato, ker sem jaz pregledal. Moram imeti ta občutek, ne zakaj pa ona ni pogledala, ne, to nikamor ne pelje, tako da to je to. Ja. To je ta način. Okej, ke si rekel, na določen petek gre v tisk. Midva zdaj to snemava v petek, 13. marca. Kadar pade na 13., rečete, ne bo na 13., dajmo rajši na ponedeljek, da ne bo še kaj narobe. Ne, ne. Ni vraževerja v Jaz sem redakciji. bolj na strani Aljaža, to je 14. ali 13. sezona, ali katera je že čez. Tako Okej, da, ja, pa tudi ne razumem tiska, pa sploh ne upam, zakaj zdaj sem se, ne, dajme rajši kaj vprašaj. Retrogradni Merkur, tega bo sploh naštekal. Evo, nisem mislim, rekel, to kako kar ne, izbriš. čakre si čakre si boš mogel Ker dati nisi spucati, edina, ne. ko tem govori, tudi to je tudi res, ja. A res, ja, jaz to moram vprašati, če je petek 13. Ljudje imamo različne poglede na to. Saj veš, saj ste odprti pri vas za različnosti. To nas Ne. bogati, Nenad. Ja, ideja je v bistvu, nekako osnovno pravilo, kolikor je le možno, da gre prvi petek v mesecu v tisk. So pa lahko kakšni takšni Okej, pol drugačni ta razlogi, da je problem. kakšen drug, ja, Okej, do drug tega datum. problema ne more priti, že Lahko se Ne, zgodi, ampak ja. praktično težko, da je prvi petek v mesecu 13., ampak glej, pustimo odprto, Ja, mogoče kdaj pa, ne. zdaj gremo recimo izjemoma šele prihodnji petek, zato da se izognemo vsem kolobocijam, povezanim z volitvami, in da kdorkoli karkoli povezuje, Aha. z volitvami in pač izide po volitvah in je mir. Ja. Ja, kaj pa Nenad Senič, ki je tako intenzivno vpet v soustvarjanje različnih teh korpomedijev, kakšna je pa tvoja medijska dieta? Kaj ti najprej pogledaš, kaj bereš, kaj gledaš, lahko domače, tuje, čisto tako, da daš mogoče kakšno idejo komu? Ja. Jaz bom tako povedal, jaz rajši berem, kot telovadim, in če rajši potem, danes telovadbo, odpade bom jutri. Ampak je takole, moj dan se začne zelo zgodaj, ker sem bil že od nekdaj jutranji človek in moje prvo pravilo je, da 60 minut, torej 1 uro berem eno knjigo. Ker sem takrat najbolj zbujen, ne zakinkam ali karkoli in dejansko jo 1 uro čisto lepo berem. Potem so pa na vrsti, se boš dol padla, saj ne vem, če si sploh kaj zapomnim, ampak jaz sem radoveden. Potem preberem Delo pa Dnevnik. To še vedno, jaz se spomnim še kot študent, ti to spomniš, sem prav 2 uri lahko delal, pa vedno lepo zavihal, pa tako nikoli ni bil zmečkan, by the way. A res? Ja, saj mi deluješ tako zelo organiziran človek. Ja, groza. No, Ne, potem, sem jaz tudi, tako da razumem. Potem berem redno Mladino, Demokracijo, kukam 24 ur, MMC, tako med službo, Nova24 TV, to, da imam tudi pregled, kaj drugi pišejo, kaj govorijo, da me tudi kar konec koncev delam za Ljubljano, da me kaj ne preseneti. Občasno, ko mi pride še kakšna druga revija, recimo Vzajemno za upokojence, pa Jana, pa zdaj sem nekaj zanimivo Lady celo po dolgem času. Potem, isti dan sem naročen skoraj na vse newsletterje New York Timesa pa Washington Posta, pa če je kaj takega zanimivo, grem še tisto brat. Naročen sem na New Yorker pa Guardian Weekly, pa seveda vse druge korpo revije, ki mi padejo v roke ali pa jih spremljam ali kakorkoli že, a ne. Pol sem pa kot naglušen, ne morem več, kot sem nekoč, poslušati radia normalno in zato sem se vrgel na podcaste že pred leti
in jih poslušam res cel kup. To pa, če bi zdaj našteval vse podcaste. Meni je bil sicer najljubši The Book Review New York Timesa, ki ga je vodila takrat Pamela lepa. Paul, ker je bil Lepa, ja. tako dobro strukturiran, ker to ni bilo nujno debata o knjigah, ampak to je tisto, kar tudi mi delamo. Dogodki so za nas izhodišče za vsebino. Ne? Torej, medije, ki jih delam trenutno vsaj, ni nikoli zgodba o dogodku, ampak je dogodek za nas, za neko temo izhodišče, in to je bil ta podcast je bil ravno to. Knjiga je bila izhodišče za pogovor o temi, ki jo knjiga pokriva, ne vem. Ja, razumem. To je bilo, Ja, in mi je ja. ful žal, da je ona šla in je to pač padlo v vodo. To je že skoraj 3-4 leta, koliko da tega ni več na ta način. Drugače pa od Vala 202, ker ga tako redno poslušam, so pa vse tiste, njihovi podcasti, pa Economist, The Intelligence, ki ga ima vsak dan po 20 minut, 3 teme obdelajo, kar je bilo prejšnji dan. To je tisto, kar je meni pomembno. Recimo, to je tipičen primer, kjer ti neki dejansko lepo pojasnijo, zdaj, ali se ti na to spoznaš, ali pa se ne spoznaš. In na ta način jaz tudi mislim, da kar me dela dobrega urednika, da ne bom zdaj kakšne napačne besede, jaz zelo rad rečem, da sem malo neumen oziroma da imam nizek IQ in jaz moram zadeve razumeti. In na ta način tudi v člankih razmišljamo, torej, da je zadeva pripravljena, napisana na tak način, da jo lahko vsak razume. Daj mi povej lepo po domače, ne uporablji, da ne bom rekel nekih floskul, besed, in to, da bo vsem resnično zanimivo. In ti podcasti, zato tudi vaši so mi zaradi tega dobri, no. Ker mi svet Hvala, no, orišejo. zdaj pa nam na točno takšen način, preden greva na zanimivost, nam pa povej še, kakšne trende vidiš v teh ustvarjanju korpomedijev vnaprej. Kam bo to šlo? Koliko bo AI-ja noter? Kje vidiš, po kateri poti gremo? Jaz bi si želel, da se vsi komunikatorji, nekje so, nekje pa ne, osvobodijo in se opolnomočijo, ki so v podjetju, torej, da niso samo kimavci, to mi je zelo pomembno. In ker če bodo to, potem je še več izobraževanja na področjih, na katera se v okviru svoje stroke ne spoznajo. Ne? Torej, ne spoznamo se vsi na vse. In korak do tega je pa, da si brez strahu ali česarkoli posledic priznaš, česa ne znaš in kje potrebuješ pomoč. To je izjemno pomembno. Da se ne pozabi, da kot komunikatorji vzpostavljamo odnos z ljudmi, s katerimi želimo komunicirati ali jim karkoli prodajati ali sporočati. Torej, da nismo mi tisti, ki smo pomembni. Jaz včeraj sem bil pri študentih, noben študent so mi rekli, da več ne gledajo spletnih strani podjetij pa to, ampak najslabši del vsake spletne strani je bil novice. Sploh ne veš, čemu je to namenjen, komu je namenjen, zakaj je ta novica, da je direktor šel tja, a je to namenjeno novinarjem, ali niso mogoče kakšne drugi kanali, da prideš do novinarjev pa jim prodaš svojo zgodbo ali kakorkoli že drugo. In zato vidim, ko se bo to rešilo, bo veliko bolje, hkrati pa vidim, da še vedno se preveč skače na trende. Ne? In zdaj je trend umetna inteligenca, ampak v resnici nihče ne ve z komunikacijskega zornega kota, kaj ta ChatGPT ali kdorkoli že sploh pomeni in kaj lahko z njim počnemo. In veliko pomeni. Pomeni tudi za samo pripravo vsebine, a ne? In če vemo, da veliko več ljudi googla, ne googla, vidiš, sem že uporabil starinsko besedo, išče odgovore ChatGPT-ja, ne? Se mi moramo zelo hitro tudi temu prilagoditi, ampak to je treba razumeti, kako to deluje in kako pripravljati in prilagoditi svojo vsebino za te neke nove kanale. Mislim, da bo šlo to v smer, kar je pa zanimivo, se pa vedno vsi že malo pozabljeni ali pa v nekaterih organizacijah zavrženi mediji, kot je recimo tisk in pa to
tudi kar vrača, ker potem ugotovijo vseeno, da imajo neko vrednost in da so mogoče nekdo v preteklosti naredil napako. Imaš feeling, da se vrača tisk? Mislim, v Saj drugačnih vinilke se oblikah, ampak tudi, da. pa baje Ja. kasete tudi. Saj lahko imaš to neko nišno, ne, Aha. publiko, Ja. ampak nje ne smemo tudi pozabiti, ne. Veš, kaj bo ful dobro? Ko boste vi enkrat ne bo vam No, izziv. daj Ko nam boste vi idejo. enkrat pogumni in bo še izhajala, saj lahko 2-krat, 4-krat na let, revija Met in čaj. Recimo, moj najljubši kanal na YouTubu je eden So Small, ali kako je že, ke dizajnerji predstavljajo stanovanja, majhna stanovanja po svetu, ki so jih priredili. Enkrat na teden. In oni so pred 2 letoma začeli poleg tega izdajati še International revijo, ki jo dobim 4-krat na let domov, recimo, ne. Torej ima neko vrednost, to pomeni, da so oni ugotovili, da imajo neko občinstvo, ki bi bilo pripravljeno dati toliko pa toliko denarja tudi za neko fancy tiskano publikacijo, ki jo potem pošiljajo po celem svetu iz Avstralije, ne. Tako da revija Met in čaj ali pa revija LDGB, ne vem, zakaj, recimo, kot izziv Antiša izdaja ono DVKG nekaj Ja, revijo. DVNK. Ja, naj izda tole, kar vi pa počnete. to sploh Mislim, nima- to bi ne. bilo res. Ja, nima toliko veze s pogumom, kot ima z Saj vem, resursi, saj, ne. itak, Saj veš. valjda, Imamo saj. mi idej klele, Nenad, veš koliko. Tako, tega nam ful ne manjka. Enega naročnika že imaš, to. Hvala, Ja, hvala. Naročnika, ki je rekel, koliko se je ful bal intervjuja, evo, Nenad Senič, trpljenja je konec. Pri koncu sva, zdaj je pa na vrsti, da zaključiva in res postava piko na i temu intervjuju. Je še ful stvari, ful zanimivih, tako da upam, da mogoče lahko še kdaj z Aljažem, ki se nama tokrat ni uspel pridružiti, potrkava na tvoja vrata. Za Ja. konec te pa sprašujem, da z bralstvom, poslušalstvom deliš eno zanimivost, nekaj, za kar ocenjuješ, da bi ljudi znalo zanimati, da ne vejo veliko o tem, pa da bi bilo fajn, da vejo. Vedno zavijam Saj z vem, očmi, ko imaš pritisk, ja, goste, nehaj. pa rečejo, ne vem, kaj bi povedala, in evo mene, ne. In se o tem največ Ne, razmišljal. čakaj. A si? Ja, mislim, moje življenje je zanimivo, hec. Ne, Ampak, zdaj lahko je ja. s tabo, lahko pa ni s tabo povezan. To je res čist, kamor češ odpelješ. Ja, če bi, dajva tako reči, bom kar zamenjal, kljub temu, da imam zapiske, nekaj drugega sem hotel povedati. Da predlagam, da tisti, ki želijo razumeti naše delo, točno to, kako v našem uredništvu ali pa v naši agenciji delamo, ampak z veliko manj ljudmi, je, da si pogledajo dokumentarec na Netflixu The New Yorker 100. Ker točno vse, kar tam počnejo, recimo pri reviji Ljubljana ali pa pri reviji Preprosto sem bil jaz sam ali pa kdorkoli, počneva z Nino isto, ampak da sva samo 2, kar pomeni, da je tudi na nas ogromna odgovornost, preden pride neki tak izdelek v javnost in da je za njim veliko enih tudi dvomov, pregledov, a smo ziher. Recimo, zdaj se ukvarjava s tem, a so res na Rožniku flancati ali so zdaj floncati in tako naprej, ne. In kaj je? Še čakam, sem ji dal nalogo, da še enkrat preveri, preden Kdo gre reče to v dejansko floncati? Ja, tako zdaj prodajajo, da to niso baje več flancati, kot so bili prej, a ne. Tako da, tega- če o tem pišemo, da ne bo zdaj pisal flancat, ki jih ni več, pa Prosim. da prideš po legendarni flancat, pa ga ni. Tako da, jaz sem sam poslal, da se to dejansko preveri, kaj je zdaj res, pa ni. Wow, nisem vedela, da obstaja ta dilema. Ja, no, s takimi, in točno to vsem predlagam, da boste razumeli, kaj mi tam, ko sedimo pred računalnikom, s kakšnimi vsemi vprašanji se ukvarjamo in zakaj so ti izdelki potem, da je nekdo zadovoljen, no. To, upam, da je to ni zanimivost, to je priporočilo. To je ful lepa, tudi lepa zanimivost. Bom dodala povezavo na ta dokumentarec in nisem ga še videla, si ga bom z veseljem ogledala. Sploh pa ta fact-checking, v bistvu zdaj, kar sem ti govoril, je ta del fact-checking, ne, ko jaz vidim ime, pa se vedno jezim, če smo kdaj kaj spustili, ko si reče, vidiš, ko si šel čez, pa
tega imena Pametnjakovič pa nisi preveril, kako se dejansko napiše, ne. In oni imajo 29, če sem si prav zapomnil, ljudi, ki fact checkajo. Oni pokličejo, recimo, ne, preden bi ti to objavila v pisni verziji, bi tvoj fact checker mene poklical, Nataša Briški, tukaj piše, da imate 2 mačka, Pepija in Murija. Ali je to res? A veš, to preverjajo vse, preden, ne. Noro, noro. Tako da To je to kar si poglejte, pa nas boste razumeli. Nenad, hvala za zanimivost, hvala za celoten pogovor, kar zajeten, čas sem ti vzela. Ne, to je Tako da super. Še ena stvar, prosim, vse lahko traja toliko, kakor pač mora trajati. To pravilo 35 minut je treba nehati govoriti o tem. Evo, toliko. To sem si čakaj, pa no, saj drznil. govorimo lahko, drug je, kaj delamo. Ja, hec. Ja. Najlepša ti hvala, Nenad Senič, PM, Ja, PM ful Poslovni hvala tebi, mediji. res. Tako da, glej, vse dobro tebi, ekipi, še naprej in, glej, še kdaj. Ful hvala. Se veselim. Hvala.